Ker mi smo vsi na netu, stalno, res, stalno, vsake 2 minuti čekiraš, če je slučajno kaj novega, ne? Da že konstantno zgledaš, kot da si odkril nek flek od Nutelle na roki, pa ga hočeš dobiti dol. Ne? Ampak kljub temu, da pač smo dobili množico novih medijev, ki se pa ironično imenujejo socialni, smo danes bolj izolirani in odmaknjeni od soljudi kot kadarkoli prej. V internetni komunikaciji nas mnenje drugih v resnici sploh ne zanima, razen če to mnenje ni haha, všeč ali pa wow, ali pa pač ena izmed ostalih 3 opcij, ki jih ponuja Facebook. In mi smo rabili 10 000 let, da smo razvili jezik, ki lahko opiše vso širino naših občutij, in 15 let, da smo ta jezik zreducirali na 6 emojijev. Ja. In kaj nas sploh v takem svetu, ja? Kaj naj v takem svetu sploh še delamo z literaturo, ne? Kaj? Sej, generacija, ki dan živi na socialnih medijih, je prepričana, da je knjiga 5 prijateljev grozljivka o fantu s tragično neuspešno pojavnostjo na Facebooku. Mama, glej, če jih imam samo 5, pa že en od njih je pes. Cankar je pisal črtice, mi pa beremo Twitter. In če je misel daljša od 280 znakov, potem je to že malo preveč za našo koncentracijo. In zakaj bi jaz sploh bral božansko komedijo, če pa lahko na YouTubeu gledam eno navadno? Zakaj bi bral Idiota, če se pa lahko v živo z njim pogovarjam prek spletne klepetalnice? Zakaj bi se prebijal prek 100 let samote, če pa jih lahko sam s svojim telefonom doživim vsaj 80? Zakaj bi bral Ano Karenino, Gospo Bovary, če pa jo na nekem sumljivem portalu Ziher.obe lahko vidim nagi? Mislim, na splošno, ni knjigam že potekel rok. Jaz sem zadnjič videl eno, ko je imela na naslovnici 1984. Mislim, kdo to bere? Pravijo pa, da ameriške obveščevalne agencije spremljajo vsak naš korak na spletu. Jaz res upam, da ne. Pa ne toliko zaradi čuvanja zasebnosti, ampak bolj zaradi tega, ker kaj si morajo misliti ti bogi reveži, ko delajo za CIA pa NSA. Oni nas gledajo cele dneve, kako mi delamo najbolj glupe ksihte, da bi ja bili podobni čim bolj račkam, pa kljunašem, pa ne vem, vse drugi perjadi. Itak pa zgledamo, kot da nam je nekdo slamico v zadnji trenutek z ust ven potegnil. Veliki brat nas več ne gleda, če ima vsaj malo okusa in samospoštovanja. Andrej Šifrer je že pred leti pel o tem, kako nas tehnologija oddaljuje in kako je vse manj dobrih gostiln. Jaz, če danes malo pogledam naokrog, meni se zdi, da ne manjka samo dobrih ljudi, ampak predvsem normalnih. Ker če se še mi po pomoti kdaj srečamo v realnem življenju, se tudi v resnici ne.